Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Posavskem obzorniku. Nedavno so v enem največjih nakupovalnih centrov v Ljubljani svoje izdelke predstavili udeleženci druge generacije podjetnikov ter ustvarjalcev, ki v lokalnem okolju izdelujejo odlične izdelke. Zdaj pa so v podporo podjetniškega inkubatorja v Krškem presegli meje svoje regije in vstopili na slovenski trg. Obiskovalci ljubljanskega nakupovalnega središča so lahko posvojili čebeli pan, si na balkonu zasadili sadike, zelenjave, nadomestili umetne čistilne gobice z lufami, poizkusili liofiliziran jogurt iz senenega ovčjega mleka in druge unikatne produkte butične proizvodnje. Po enem letu piljenja svojih izdelkov so jih prvič predstavili v vsej državi. Nagrajen program podjetniške podpore je povsem praktično naravnan in usmerjen v neposredno prodajo. Letos imamo tudi dobrih 10 udeležencev z različnih področji, od medarstva, ročnih izdelkov, dekorativnih izdelkov, rokodelskih, različnih, zanimivih, unikatnih, inovativnih. Letos je mogoče malo več ponudnikov hrane, medu, medenih izdelkov in pa liofiliziranega sadja, pa malo inovativnosti, preko tudi liofiliziranega, pa v bistvu mlečnega. To so pravi izdelki, da je to nekaj domačega, inovativnega, iz lokalnega okolja in to se dejansko išče. Ugotavljamo, da pač kupci iščejo in prepoznavajo te izdelke. Z letošnjimi rezultati je zadovoljen tudi glavni mentor projekta. Jaz sem vedno zelo vesel, da lahko imamo eno, podjetniško energijo, ker v Sloveniji res ne manjka dobrih produktov, dobrih izdelkov, neke inovativnosti. Mogoče pa manjka samo tisti zadnji korak, da se vse izpili, da gre na trg. In jaz mislim, da je ta generacija zelo pokazala, da pač z voljo, z trudom se da celi Sloveniji prodati. In tudi to, kar vidimo danes tukaj, so v bistvu izdelki, ki si zaslužijo malo večji trg, da gre tudi ven iz Posavja. In če jih lahko malo spodbudimo s tem projektom, je to samo pozitivno. Mentor letos neke tako imenovane skupne modne muhe ne opaža. Jaz mislim, da ni nekega skupnega imenovalca, ampak gre pa res za neke lokalne zgodbe. Gospa, ko že leta in leta dela vrt z vrtnicami, pa seveda gre potem tu naslednji korak v dišave in je mogoče tudi ravno zaradi tega programa se naredil ta preskok. Pa so potem kaki inovativni izdelki iz meda, pa se tudi tam lahko da potem neka pika na i, recimo po svoji pan je lahko ena taka lepa zgodba, ko tudi presega, ko se tudi podarja. In to so potem v bistvu ene take stvari, ko se na eni strani združuje to, kar dobro raste, na drugi strani pa neka poslovna perspektiva in priložnost, ki jo pa potem tudi mi na inkubatorju dodamo. Očitno dobro zasnovan projekt je pritegnil pozornost tudi kar izkušenih podjetnikov oziroma pridelovalcev. Jaz mislim, da čisto vsi podjetniki na eni strani želijo nove prodajne kanale, na drugi strani si pa tudi malo zvišati dodano vrednost. In tukaj jim lahko najbolj pomagamo ravno s tem, ko čisto pragmatično, poslovno pomislimo, kje bi se pa še mogoče kak potencial še bolj izkoristil. In to je spet tudi eden od razlogov, zakaj obstaja KK Posel in zakaj jim je vredno pomagati in zakaj je tudi treba biti ponosen na posavske podjetnike, ker mislim, da nismo še niti začeli vsega tega, kar je še za najti in kar še lahko ponudimo v Sloveniji. Eden takšnih izkušenih je gotovo ovčarska kmetija Urban. Večkrat se udeležujemo kakšnih delavnic v inkubatorju ali pa v raznih prirediteljih, v Posavju, kjerkoli že je. In tako je naneslo tudi, da smo nekako se udeležili tistih uvodnih predavanj ali pa delavnic in potem so nekako neka prepričevanja bila, da naj pač pristopimo k temu. Seveda smo se mi skozi to tudi nekaj naučili. Tako da ja, to je bil nek imperativ. Ni bilo kar do začetka, da pa bomo šli, ampak sicer je bil tudi izbor na zadnje, da je bilo treba nekaj pokazati. Tako da ja, zdaj smo v finalu smo tukaj. Rekel mi, ker kot pravite, da nismo od včeraj podjetniki, pa tudi produkt imamo tak, da mi kar nekje zadeve poprodamo, smo pa tle šli tudi v en malo bolj novejši produkt, pa malo bolj izvoren, pa mogoče smo se malo probali naučiti tudi prodati še po kakšnih drugih kanalih, ne samo po tem, kar trenutno počnemo. Tako da ne. Se pravi, tukaj smo šli bolj, ker pač posedujemo tudi tehnologijo liofilizacije, smo potem te naše, jogurte malo dodelali z vsenimi kosmiči pa z medom
in smo jih zliofilizirali in smo dobili mi smo ga imenovali ovci, ne? En tak zanimiv produkt, ki ga bomo mogoče kar naprej probali tudi še kako drugače tržiti, ne samo direktno, tudi prek kakšnih manjših trgovin ali pa kakorkoli. V Posavju dobro znano je tudi čebelarstvo Ferenča, ki je na tržišču že okoli 25 let. V KK Poso sem pa videl eno priložnost, ker pač več glav več ve in dejansko naš mentor Matija je poln enih idej in vse ideje, ki jih je pač podal direkt za naše čebelarstvo, bi bilo dobro izkusiti, potestirati. Zmeraj je pa tako, da nekaj pač je vrednega obdržati, tisto, kar pa pač ne deluje, pa pač opustimo in gremo naprej. Zmeraj smo dovzetni za nove stvari in se ne ukvarjamo z tistimi idejami, ki pač za nas niso mirodajne ali pa bomo rekel, jih vidimo, da v praksi ne delujejo. No. Matija se zelo spusti na naš nivo, zelo se približa vsakemu podjetju posebej. To moram res pohvaliti, ker to je zelo težko, ker smo res iz različnih branž. Eni so rokodelci, eni smo pridelovalci, ki pač hočemo dati na tržišče nekaj najboljšega in v tej tematiki si pa vsi nekako zbližamo, združimo, ker le tako, če daš nekaj kvalitetnega na tržišče, se samo od sebe reklamira in pač te stranke, te kupci se začnejo vračati. No. In nekako dobivaš svoj krog, ki ti je zvest in to je zelo pomembno. Nekateri pa so šele na začetku svoje poslovne poti. Za nas, ki smo še tako bolj na začetku, je to ful lepa priložnost, da se pokažemo, da se nekaj novega naučimo, ful je velika prednost, da se pač res lahko učimo od Matijata, ki pač res ve, kaj dela, pa se spozna na prodajo. Jaz se fokusiram na vrtnice, sem naredila ful veliki nasad zgodovinskih sort, imam več kot 400, od tega okoli 100 različnih sort. Tako da iz teh zgodovinskih potem delam hidrolate, naprimer hidrolat vrtnice, pa tudi druge izdelke, no, ki bojo zdajle spomlad pršelj. Imam pa tudi neke take mini vrtnice z mini cvetki, jih pa liofiliziram. To se pa potem uporablja kot dekoracijo za kakšne torte, sladice, gin tonike, koktejle. Nekateri udeleženci so razmišljali predvsem o trajnosti in ekološkosti svojih izdelkov oziroma načina pridelave svojih artiklov. Vsi nadomestki tistih izdelkov, ki jih imamo drugače za enkratno uporabo. Tukaj pa pač pokažemo, je neka priložnost, da zamenjaš in da greš na bolj ekološki način, trajnostni. To se pravi, ne vem, zamenjaš gobico plastično za lufa gobico, ne vem, recimo folije, navadne plastične za čebelje folije. Vse so za večkratno uporabo. No. Ni samo da je to ekološko, ampak je tudi trajno. Ker mi je bil sam plan, kako so ga zastavili, zelo všeč, ker so bili konkretni koraki opisani za samo prodajo, ker tega res načeloma ni toliko. No. So neki splošni opisi, pa priporočila in tako naprej, ni pa prav korakov z prodajo. To se pravi, ni usmerjeno prav v to. Ukvarjam se pa z rastlinami oziroma vzgojo sadik in to brez plastike, brez lončkov, pripravljene za direktno presajanje na vrt. Letos sem posejal sem tudi ta pravo sorto, tudi tako, da lahko gre na balkon. Tako da ja, je pa ta napaka, da je sicer danes nisem sabo pripeljal, tako da jutri bo definitivno tle. Pa moram reči, da je kar zanimivo, no, da se ljudje se kar odzivajo, da jim je všeč tudi ta koncept brez plastike, ne, ker meni se zdi smotrno, da imamo vse stvari 15krat zavite v neko folijo. Tako da je kar zanimanje. No. Se vidi, da tudi smo Slovenci dosti tak vrtnarski narod in predvsem starejša populacija, še vsak ima nek vrtek doma, neki štiha, neki prideluje, tukaj da je za sebe, za solato, za omakce. KK Posel ni omejen le na Posavje. Ena od udeleženk prihaja iz Bele krajine.
V bistvu sem srečala Matija v podjetniškem inkubatorju v Črnomlju. Zelo se mi je zdel zanimiv njegov način dela in je zelo mojster besede in tekstopisja. In pač kot podjetnica imam veliko izzivov, pač moraš biti mojster za vse. In je zelo koristno, da znaš sebe in svoje delo in izdelke na nek simpatičen način ljudem predstaviti. In zato sem se odločila pridružiti se ekipi in tako sem tudi veliko materijala ustvarila. Letošnji udeleženci poskrbijo tudi za sprostitev in udobje. Gre za skupino kokoši s karakterjem, kjer ima vsaka kokoš svoje ime, svojo zgodbo in svoj namen. Tako da vsak si lahko poišče tisto, ko mu najbolj ustreza. Ene so zato, da pač recimo svojim vonjem pomirjajo ali pa recimo poživljajo, druge imajo recimo kakšne svoje funkcije, kot na primer obeski za ključe, drobižnice, blazine za nasedežno, tako da pač vsaka služi potem lahko v novem domu kot samostojen objekt. Za sodelovanje sem se odločila zato, da dobim pač neko mentorsko podporo in podporno okolje, da ta projekt dodelam in spravim na višji nivo in predstavim širši publiki. Bombažna reciklirana vrv pa je glavna sestavina izdelkov podjetnice iz Trebnjega. Pritegnili so me v bistvu svojim programom, pritegnil me je tudi mentor Matija in dejansko so tudi potrdili svojo izvedbo, njihovo kakovost in sem zelo zadovoljna s programom. Veliko enih podjetniških idej, zamisli, navodil, vsega pomalo. Promocija, trženje, pa tudi mogoče ta pot, kako naprej zastaviti, da bom napredovala v svojem poslu. Jaz v bistvu izdelujem izdelke iz bombažne reciklirane vrvi. V bistvu jih šivam in krojim na šivalnem stroju, s cikcak šivam. So pa drugačni zaradi tega, ker pač imajo malo drugačen dizajn, so v bistvu trajnostni in v bistvu so oblikovani od mene, tako da so popolnoma lasten proizvod. Projekt pa je vedno odlično sprejet tudi v nakupovalnem središču, saj daje dodatno zanimivo ponudbo vsem obiskovalcem. Aleja spodbuja entuziaste, ljudi, ki si upajo, ljudi, ki želijo poskusiti nekaj novega, zato je tudi danes ena taka edinstvena priložnost za vse nove podjetnike, ki vstopajo na trg in ki si želijo za svojimi res enkratnimi izdelki predstaviti, ponuditi ne samo našim obiskovalcem, ampak seveda tudi širši javnosti. In Aleja je v bistvu res odličen prostor, da lahko to skupaj z združenimi močmi predstavimo in pokažemo. Projekt KK Posel, kot poudarjajo sami udeleženci, podjetnikom konkretno, čisto življenjsko in praktično pomaga vse do začetka prodaje in vzpostavitve stabilnega poslovanja. V Posavskem muzeju Brežice so pred dnevi odprli večzvrstno razstavo Na saneh od baroka do danes. Med najlepšimi predmeti zbirke Posavskega muzeja Brežice so aristokratske baročne sani, ki jih je Muzejskemu društvu za politična okraja Krško in Brežice podaril baron Hans von Gagern. Muzejski donator v darilnem pismu iz januarja 1941, katerega prepis hranijo v Posavskem muzeju Brežice, je zapisal družinsko pripoved, ki sega v sredo 18. stoletja. Muzejski donator v darilnem pismu iz januarja 1941, katerega prepis danes hranijo v Posavskem muzeju Brežice, je zapisal družinsko pripoved, ki sega v sredino 18. stoletja. Te naše baročne aristokratske sani imajo res tako zanimivo pot. In sicer jih je doniral baron Hans von Gagern leta 1940 oziroma v začetku leta 1941 Muzejskemu društvu za politična okraja Krško in Brežice za vzpostavitev prvega muzeja v Krškem, katerega naslednik je tudi Posavski muzej Brežice. In pravzaprav je baron Gagern doniral te sani, ki so bile družinska dediščina. On pa je izhajal iz Mokric
iz družine, iz mokriške veje družine grofov Auerspergov in je potem kot zadnji, ki je zapustil Mokrice leta 1927, se je preselil na Šrajbarski turn, je vzel te sanke seboj in jih dal prenoviti in jih podaril muzeju. In pravzaprav so v muzeju bile vse od leta 40 oziroma 41 do leta 2015. Se pravi, od leta 1949 potem že v Posavskem muzeju Brežice. Tako da je na razstavi na ogled tudi donatorsko pismo, ki ga je zapustil, oziroma prepis in prevod tega pisma, s katerim je podaril muzejskemu društvu te sani. Gre za enega najlepših predmetov v muzeju. Ki imajo tudi izjemno zanimivo zgodbo, kako so sploh prišli v muzej. Zdaj smo to tudi raziskovali, tako da na nek način vemo, prej smo mislili tudi kakšno stvar drugače, ampak sem zelo vesela, da smo nekako celo leto, lansko leto posvetili tej temi in da se to še nadaljuje, ker gre res za en izjemen kos. Še posebej pa so vsa leta borile duhove govorice, da naj bi šlo za sani Marije Terezije. Sani so v družino grofov Auersperg naj bi prišle nekje sredi 18. stoletja in naj bi jih nekemu Auerspergu podarila cesarica Marija Terezija. In potem so vse do začetka muzejske poti sani bile v uporabi na gradu Mokrice. Sej ne, da smo se mi trudili, to so bile legende, ne, to ljudje so pač to naša prednica, ne, muzeološka Iva Stiplošek je zelo rada tako stvar povedala, seveda bi bilo idealno ali pa zelo imenitno, če bi se ona z njimi vozila, ampak jaz mislim, da so tudi te zgodbe, ki pa jih imamo, ki so bolj blizu resnice, ki jih je možno preveriti, pa enako privlačne in da seveda gre za krog te slavne cesarice Marije Terezije in da gre mogoče še za boljše zgodbe, kako so prišle na Mokrice, pa na Šrajbarski turn in potem seveda tudi v naš muzej in se zelo veselimo tega trenutka, ko bodo spet v vsem sijaju in na čist na nov, osvežen način prišle nazaj v stalno razstavo. Sani so bile v času vladanja Marije Terezije zelo popularne, zato so ob tokratni razstavi pripravili tudi pregled tovrstnih muzejskih eksponatov po Evropi. Zdelo se nam je pomembno, da ilustriramo tudi sani, ki bogatijo druge zbirke evropskih muzejev in jih seveda primerjamo z našimi, ter s tem seveda naše sani postavimo v nek mednarodni kontekst. In zavedati se moramo tudi tega, da v tem obdobju, torej v obdobju baroka, predvsem pa v obdobju 18. stoletja, so sani in sankanje pomenilo ne samo neko razvedrilo, ampak tudi način reprezentiranja dvora in aristokracije same, torej njihove moči, njihove urejenosti. In tudi to je eno od stvari, ki smo jih želeli prikazati s to razstavo, da dejansko so predmeti povezani ne samo v Sloveniji, ampak tudi mednarodno. In to govori o teh stikih, ki so bili vzpostavljeni že v 18. stoletju in seveda tudi prej. Konzervatorsko-restavratorska dela na saneh v Brežicah še potekajo. V konzervatorsko-restavratorski delavnici smo se v letu 2025 posvetili naravoslovnim analizam baročnih sani. Identificirali smo les, kovino, slikovne plasti. Ugotovili smo, da so sani iz različnih časovnih obdobij. Ugotovili smo, da so posamezni deli sani bili dodani naknadno, da so bile sani večkrat predelane, kot tudi navaja Gagarin v donatorskem pismu. Identificirali smo lipov in jesnov les. Sani so bile shranjene v depoju, kamor smo jih umaknili zaradi precej obsežnih poškodb. V delavnici smo odvzeli 70 vzorcev, od tega smo izbrali 6 vzorcev, ki smo jih poslali v nadaljne analize. Pridobili smo informacije o stratigrafiji slikovnih plasti, izvedeli, katere pigmente so uporabljali. Sani so v delavnici, tako da so na razstavi predstavljene v obliki 3D modela. Sani čaka obsežna konzervatorsko-restavratorska obdelava, čaka jih
odstranjevanje nečistoč, utrjevanje lesa, utrjevanje barvnih plasti in še številni drugi posegi. Do nekaterih poškodb je prišlo zaradi uporabe, določene poškodbe je dal Gagarin popraviti, preden je sani doniral muzejskemu društvu v Krškem. Do določenih poškodb pa je prišlo enostavno zaradi staranja materialov, ker telo sani je večinoma iz enega dela, tako da pride s časoma do nekih razpok, enostavno zaradi velikosti lesa, zaradi staranja materialov. Prednost 3D modela je, da imamo tako digitalen zapis o predmetu. Seveda smo si želeli hkrati s to razstavo, s to predstavitvijo primerjave sani, kdo so bili lastniki, kako so sani prišli v naš muzej, imeti ob tem tudi seveda že restaurirane, ampak to je res proces, ki rabi svoj čas, v katerega smo vpletli številne strokovnjake in v bistvu iz tega nekako bomo res še naredili eno tako zgodbo o tem, kako v muzeju delamo s predmeti, kaj so neke naše vrednosti in se mi zdi, da bo prav v redu, če bo tudi projekt 2 leta ali pa 3 leta trajal. Nismo pa želeli, da vsem tem času se eno ne bi to, kar vemo, že predstavili, zato je ta razstava pripravljena. Hkrati pa je seveda ponovno odprt tudi ta del, ta baročni del, bi lahko rekli razstave, ker je od lanskega leta potekala prenova severno-zahodnega stolpa. In seveda zaradi vseh nevarnosti nad nami smo morali ta del zapreti, tako da tudi tukaj je bilo nekaj, bi lahko rekli, popravkov, nekaj dopolnitev, nekaj takih malenkosti, da je tudi ta razstava baročna, se pravi od portretne galerije družine Moškon preko sakralne dediščine do seveda zdaj tudi tega do sani. So pa sani predstavljene digitalno, se vrtijo, so v tem prostoru, tako da verjamem, da bo to obiskovalcem tudi zelo zanimivo. Kar je meni recimo tudi tako zanimivo, da smo šli iz nekega obilja v baru, zdaj res v zelo veliko belino, zato da malo se spomnimo na ta sneg, na to svetlobo, ki je. Na nek način seveda bomo skušali ta sneg pričarati, če kdaj kako drugače. Čeprav letos smo ga kar nekaj imeli, pa se ga spomnimo, vemo pa, da marsikdaj kdo sploh ne ni začutil snega, lahko pa nekaj dejstev o tem tudi prebere oziroma se pozanima na tem bolj, bi rekli, didaktičnem delu, ki sta ga pripravila naša 2 sodelavca, Boštjan Kolar, te zanimivosti iz Posavja, recimo zvemo, kdaj je bilo največ snega, kakšne so bile zime, pa potem tudi naš mlad sodelavec arheolog, ki se ukvarja z klimatskimi spremembami, ki grejo seveda od, bi rekli, zelo daleč nazaj od prazgodovine pa vse sodobnosti, kako se recimo je to vplivalo tudi na naše območje in na našo sneženo odejo. Tako da jaz sem zelo vesela, da odpiramo zdaj to razstavo, da se še naprej posvečamo seveda samemu predmetu, da sam predmet pa seveda nosi toliko zgodb in da bomo tudi to razvijali še naprej. Gre za enega večjih restavratorskih projektov v zgodovini muzeja. Pred načrtovanimi posegi so bile izvedene obsežne naravoslovne analize, preiskave in raziskave v sodelovanju s slovenskimi in tujimi strokovnjaki. Ti postopki so osvetlili konstrukcijske značilnosti, materialno sestavo ter naravo in obseg poškodb, hkrati pa omogočile tudi natančnejšo časovno opredelitev predmeta. Restauratorski projekt zadnjih let je to res velik, čeprav non-stop, ves čas delamo. Jaz sem pa zelo hvaležna, imamo zelo mlado ekipo, naših 2 restauratorki, en restaurator, ki je bolj, sicer nišče ni prav za les, bi rekli, specializiran, ampak so se zelo potrudili, veliko sodelujejo z drugimi strokovnjaki v Sloveniji in širše. Izjemno smo hvaležni restauratorjema iz Slovenskega etnografskega muzeja in seveda je treba kakšna stvar tudi bolj premisliti, veliko je bilo narejenih analiz, veliko smo sodelovali z biotehniško fakulteto in še to bomo nadgradili, da bi res nekako vse odločitve, ki jih bomo sprejeli, bile dobre in bo dobro tega predmeta in seveda tudi kot neko zelo posebno in zelo zahtevno delo, ki smo ga upravili, ki je zdaj nekje na pol recimo in ga bomo še in ga bodo predvsem restauratorji upravili, jaz pa pač seveda podpiram in sodelujem in z veseljem to spremljam. Se bo pa tudi v prihodnosti v depoju Posavskega muzeja Brežice našel kak zanimiv predmet, ki ga bodo z vso vnemo in skrbnostjo obudili.
Imamo pa zelo veliko še različnih predmetov, ravno zdaj, ko urejamo depo, se še vidi, preverjamo stanje in seveda vedno lahko najdemo še kaj posebnega, kaj novega, od širokega področja arheologije, ko smo zdaj prevzeli tudi eno veliko arhiv arheološkega nalazišča Ribnica, prihajajo še stvari z avtoceste, tako da od manjših do večjih predmetov nas še čaka veliko dela. Člani Društva ljubiteljev suhomesnatih dobrot iz Leskovca pri Krškem so pripravili že tradicionalno 12. ocenjevanje suhomesnatih dobrot. Tokrat so ocenjevali salame in špehovke, najboljše pa so nagradili tudi s prehodnimi pokali. Tudi letos so prejeli lepo število vzorcev za ocenjevanje. Vzorci so iz Posavja v glavnem, z Dolenjske, širše Dolenjske, ne? Pa Posavja, ne? Od drugod zunanjih nimamo, mislim, pri nas ne pridijo k nam, ker je to le malo predaleč, smo dali ni bolj. Ne? Tako da vzorca se je pa nabralo 45 salam, pa 24 špehovk, ne? Lepo število. Ne? Sodniki so imeli pestro paleto okusov. V bistvu so prinašalci tisti, ki so bili tudi drugje. Vzorci so podobni, napake so podobne, nič kaj posebenega, da bi rekel nekaj kritičnega, mogoče malo preveč dima, vedno ne, kakšno se najde s česnom, drugače pa kar iščemo tisto, kar bi moglo biti po zrelem mesu. Na eni od letošnjih salamijad so nam sodniki povedali, da v bistvu v salamah iščejo napake in ne tiste, ki je najboljša. Ja, se to je mogoče slabo, ne, da iščemo napake. Zdaj je spravim tako, ne, tako kot je prej predsednik rekel, da iščemo dejansko najboljšo, ne, kar je tudi prav, ker vsi se pač tudi trudijo. So pa razlike, kar očitno, ne, to je pa tudi res. Ne. Člani Društva ljubiteljev suhomesnatih dobrot iz Leskovca tekmujejo tako doma kot tudi v tujini, od koder prinašajo lepe rezultate. Vse posod, ne, član našega društva je mislim, Svetem, ali kaj, že Tomislavgradu je zmagal, ne? Eden član špehovka naša, mislim, ali pa moja osebno je bila druga, ne? Potem Sveti Peter v Šumi je tudi eden član naš zmagal. Špehovka je bila tudi naša prva zmagala tudi ali v Svetem Petru v Šumi, ne? Na zaključni prireditvi so bili razglašeni še zadnji rezultati zadnje salamijade, ki se odvije pred finalom. Tradicionalno ta čas doleti leskovške salamarje. Zmagovalca so razglasili tako v kategoriji salam kot tudi špehovk. Na leskovški salamijadi je zelo veliko pomen, da smo zmagali. To je itak zadnja tekma pred državnim prvenstvom in je to dobra popotnica na državno. Lenartovi gojijo že dolgo tradicijo na področju vzreje in predelave domačega mesa. Pri nas dejansko že se ukvarjamo s to predelavo mesa, izdelavo salam in podobnih izdelkov že nekaj krepkih 20 let ali še malo več. Ne? Zadnjo obdobje pa malo bolj intenzivno z tudi kvalitetnimi salamami, kvalitetno teroljko, šunkarico, mesni narezek, dolg klobas, vsega tega domačega izdelka. V kategoriji špehovk pa je tokrat slavil Stane Pirman iz Gorenjega Gradišča pri Šentjerneju. Salamom se ukvarjam že pa s špehovkom več kot 30 let. Sem kar presenečen, ne, v tolikih letih, da sem res enkrat zmagal. Ne. Tudi Pirmanovi niso novinci na tem področju. Več kot 35 let smo že v tem poslu. Ne. Cela družina delamo skupaj. Pa tako, ne. Ja, mi doma vzredimo od majhnega do večjega, ne, prašiča in to je samo naše domače meso. Leskovški salamari so na sobotnem dogodku potegnili črto pod letošnjim ocenjevanjem. Ocene so pa vrhunske, tako dobrih ocen še v Leskovcu nismo imeli na ocenjevanju. Ne. To se pravi, da je 28 zlatih pri salamih, ostale so srebrne, bronaste ni nebene, ker si nebena ni zaslužila tega naziva bronaste medalje, vse so bili vrhunske. Špehovke pa tudi, ne. Je tudi ogromno zlatih, še več kot pri salamah, tako rekoč, pa jih je samo 24. Tradicijo in kvalitetno delo društva spoštujejo tudi na lokalni ravni.
To je nek utrip mesta Krško in neko nadaljevanje neke zgodbe z različnih turističnih področji in seveda tudi obiskovalci to izkazujejo, v končni fazi se družijo za celo popoldan in njihovi izdelki so res kvalitetni in iskrene čestitke organizatorjev, da uspeva to tradicijo nadaljevati iz leta v leto. Hvala, ker ste se družili z nami. Naj vam dnevi do naslednjega skupnega snidenja tečejo mirno in lepo.